Jaz sem Ana in tole je moj delovni prostor na Infodromu, kot vidite, nam tako majhno pisarno imamo in danes sem jaz voditeljca, tako da lahko tukaj že vidite tale program, kjer sem že nekaj teksta napisala. Tistega teksta, ki bo danes v tistem trotel bobnu, ki ga imamo pod kamero, ker bom povedala pol. Torej sami to pripravite? Sami pripravimo, ampak mora to vse potem pogledati naša urednica, ki se pa tamle skriva, ker pogleda že en drug prispevek, če je vse v redu. Kje dobiš idejo, kaj boš objavljal v Infodromu? Veliko beremo kakšne novice, veliko smo tudi, ko smo po šolah, kakšne nove, recimo zanimive sogovornike dobimo, kakor vidva, ki sta, pa pač vprašamo, kaj počnete, in pol, klink, se pržge lučka nad glavo, ja, tudi pa dobra zgodba. Kdo pa riše tiste možičke animirane? Ja, tiste možičke pa riše naš Darko, tamle je, grafik. Mi mu najprej narišemo, kaj smo si zamislili v tistem prispevku, pol pa on to vse naredi tako, kot on zna, ker mi ne znamo tako lepo risati. Kaj pa sploh je ta tabela? Ta tabela, tukaj noter se pa skriva celotna oddaja. Se pravi, kaj bom jaz povedala, kateri prispevki bodo noter, kaj bo, koliko je minutaža, ali so ti prispevki že lektorirani, ker ta program tudi vidi naša lektorca, vse je tukaj noter, cela magičnost oddaje. Kdo pa zbere te obleke? Kdo zbere naša Jana, vedno nasmejana Jana. Vse zbereva skupaj, midve pač se dobiva v trgovini ali pa spodaj na televiziji, imamo eno tako veliko skladišče oblek, pa probava ene par, kar nam je všeč, tako da veva, da je Ani prav. Lahko bi tudi tole te črne hlače. Lahko bi imela črne, lahko bi imela pa tile. Kaj pa te? Tudi to je dobro. Meni se ti bolj všeč, ker bolj se veže, bolj svetlo. A je vseeno, kako obleke zbereš, kakve barve? Ja, nujno je, da ne sme biti modra, ker imamo moder studio, tako da če mi bila jaz oblečena v čisto modro, se me sploh ne bi nič videli. Zakaj jo pa špricaš? Da bo imela lep scen, da bo na kameri, da se ne bo svetla, da bo imela lepo enakomerno obarvan obraz, še skrijejo pomanjkljivosti. Mezolčke. Naj zadrži dih. Kdo pa zbira frizuro? Dobro. Frizuro si pa lahko kar sam izbereš na tisti dan. Tako da želiš biti skravžana, želiš imeti kito ali želiš imeti spuščene. To dajo prosto pot. A lahko vsak postane voditelj? Vsak, ki ima željo po nastopanju, ki rad nastopa pred kamero, ki rad govori, ja. Tako je, da greš najprej pač na audicijo, pa če te sprejmejo, te dajo pa na take vaje, govorne, pa nastopanja vaje pred kamero, tako da si lahko čim bolj naraven pred kamero. Preden gremo v studio, tudi razgibam mišice, da se res ne bo kaj zatikali, tako da, a hočete vedeti, kako to izgleda? Ja. Ok, pa probajte video tudi takole. Ok, ena imam pa še tako ful smešno, ker je pa takole. Še bolj. Pa jezik ven. Čuti ta mišice? Drugače se moraš tekst kar na pamet naučiti, da ga znaš brati. Ne, ni mi treba, ker imam monitor, ampak ga pa rada pred oddajo malo povadim. Tako da, če mi boste dali zdaj kakšno minutko ali pa 2, 3, 4, da ga malo povadim, je bilo super. Tako da, evo, bosta? Ja. Evo. Živjo, pa pol, da drvi proti Infodromu. Danes pripravljamo rubriko Podrobno pod lupo, kjer vam bomo pojasnili, zakaj cepivo proti gripi letos ni najbolj učinkovito in mi to sledi, ko jaz govorim. Tako da, ko se pa zmotam, gre pa nazaj tekst na začetek. Danes so nas obiskali fikcologi, ki jih je zanimalo, kako naša oddaja nastaja in kako se vsak dan trudimo, da vam pokažemo najbolj zanimive zgodbe. Živjo Infodramovci, dobrodošli v naši družbi na današnji četrtek. Tole smo vam pripravili.